Z nami sta zdaj politična analitika Peter Gregorčič in Igor Lukšič. Dobro večer obema. Pozdravljeni. Gospod Lukšič, ali ta zadnja javnomnenjska raziskava in tudi ena od prej ne kaže, da bomo na marčevskih, ne zdaj že vemo, da bomo šli na volitve verjetno, če bojo redne marca, na njih spet videli za prvo mesto dvoboj med Janezom Janšo in Robertom Golobom in da v resnici Vladimir Prebilič ne bo mogel ogroziti primata Golobu na levi sredini? Ja, tako v resnici kaže že od volitev naprej. Situacija se v resnici bistveno ni spremenila. Samo nekateri vmes, ko so izgubili zaupanje v Golobovo vlado in se testirali potem, ali je možno dobiti kakšnega drugega kandidata, ki bi lahko zamenjal njega kot predsednika vlade, so ugotovili, da tega kandidata ni. On se je utrdil v sedlu, nekako ta njegova ekipa je uspela ugotoviti po vseh tistih začetniških napakah, zakaj pravzaprav pri vladanju je. Predvsem je pomembno, da se je utrdil v mednarodnem prostoru, recimo ti dogodki, ki so bili zdaj v Sloveniji, so na nek način podpora teh njegovih mednarodnih in prijateljev in recimo mislite na obisk predsednika Francije in to srečanje sredozemskih držav? Ja, in NATO. Se pravi, to vse do zdaj nismo imeli priča, da bi nekdo tako pred volitvami na nek način pokazal, da podpira to obstoječo vlado, to obstoječo politiko. In to gotovo vse skupaj daje za njih eno upanje, da nihče ni uspel ogroziti njihove vodilne vloge, kar je ključno za zdaj, ko vstopamo v finale. In glede Janeza Janše pa je jasno, da njegova vloga na desnici nikoli ni bila vprašljiva in da je bilo samo vprašanje, ali bojo to uspeli zamenjati Goloba ali ne. Kot kaže, to ni uspelo in bo Golob glavni protagonist. Se strinjate? Ne, mislim, da je za tako oceno preuranjeno. Pri tej anketi, ki ste pokazali, bi poudaril nekaj, česar niste povedali. Ko sem prebral poročilo Valikona, ki so mi ga z vaše hiše poslali, je izrecno poudarjeno, da je statistično značilno zgolj sprememba med neopredeljenimi volivci. Skratka, ta anketa kaže, da se praktično razmerja od septembra na oktober niso nič spremenila. Te drobne spremembe namreč niso statistično značilne, kar pomeni, da so nekako naključne in jih ne moremo šteti kot spremembe razmerja moči. Bistveno pa se je povečalo število neopredeljenih, kar kaže sledeče. Namreč sam interpretiram to takole. Imamo dva vodilna akterja, zaenkrat je to še vedno predsednik vlade Robert Golob in Janez Janša, ki je ves čas, če odštejemo neopredeljene, nekje na 25%, tja do 30% mu tudi sam napovedujem njegov maksimalen doseg na naslednjih volitvah. Po drugi strani pa se veča število neopredeljenih, kar kaže, da je vedno več volivk in volivcev nezadovoljnih s trenutno izbiro dveh glavnih akterjev. Zato sem prepričan, da se bodo te stvari še dramatično spremenile. Naj povem še nekaj, ko so bila z Igorjem nazadnjič tukaj v studiu, ob koncu septembra ste pokazali dve anketi, mislim, da Mediane, kjer so v eni anketi merili Logarja kot demokrate in v drugi kot demokrati Anžeta Logarja. In tukaj pokazala se ta personalizacija politike in je bil ta rezultat z imenom bistveno boljši. Zdaj, tukaj nisem našel pojasnila, kaj je Valikon točno meril, ampak iz rezultatov bi sklepal, da je meril, se pravi, izbiro volivcev za ime Prerod, kar je po mojem mnenju izjemen rezultat, da je Prerod neka zadeva, ki je v javnosti tako še en teden dobila 4% glasov. Prepričan sem, da če bi dodali še ime Vladimirja Prebiliča, je bil ta rezultat zelo visok. Bi pa poudaril še eno drugo zadevo. Tukaj se kaže, kako dobro se držijo socialni demokrati na 3. mestu. Menim, da je to posledica izjemno pogostih in tudi zelo dobrih in pomirjujočih nastopov Matjaža Hana, njihovega predsednika. In ravno to je po mojem tista zmagovita kombinacija, ki bo moral vzeti nekdo od tega tako imenovanega 3. stebra, če se želi spopasti z Janezom Janšo in Robertom Golobom, ki sta izjemno agresivna v svoji retoriki, bo moral stopiti z neko pomirjujočo retoriko, ki Matjaža Hana, kljub vsemu, kar pretresa stranko SD, drži na zavidljivem 3. mestu. In prepričan sem, da bosta tako Anže Logar kot Vladimir Prebilič šla natanko s tem poudarkom. Ne nazadnje je Vladimir Prebilič tudi to poudaril, da pač si ne želi neke
neke zvezdniške politike, da je ta politika trenutno, ki jo imamo, povsem brez sramu, ne, kar se tudi resnično kaže, in prepričan sem, da lahko taka retorika zelo močno zmaga in da lahko nekako gre Prebilič po poti Mira Cerarja, ko je prvič kandidiral na državnozborske volitve. Tudi vi menite, da ima mogoče tak doseg kot gospod Gregor? Z njim se strinjam, samo treba je dodati še to, da si niso izbrali stranke Vladimirja Prebiliča, niti zanj sva svetovala, da naj gre na kongres Anžej Logar in preimenuje stranko v stranko Anžeta Logarja. Se pravi, to, kar so uporabljali prej, ne recimo Gregor Virant, stranka Jankoviča, Marjana Šarca, se pravi, tega zdaj ni več, ne? Nimamo več imen v strankah, čeprav rezultati kažejo in tudi izkušnje so kazale prej, ne recimo stranka Alenke Bratušek, je bila stranka Alenke Bratušek, potem so se preimenovali v nekaj ne vem kaj in potem so šli nazaj v stranko Alenko Bratušek, dobro so vseeno izpadli iz parlamenta, ampak poskus je bil v skladu s tem, kaj volivci podpirajo in kako prepoznavajo neko stranko. Ne. Tako da ta preporod bo verjetno problem, ker tam bo pisalo preporod na listi. Ampak vmes bodo se zgodila soočenja, kjer bo ta dobil personalizacijo, bo dobil svoj obraz. Moja poanta je bila druga. Da kljub temu, da je to ime praktično en teden v medijskem prostoru dobilo zavidljivo visok odstotek. Sam ne bi pričakoval 4%, da je bilo brez nekega obraza. Volivke in volivci vendarle ne spremljajo tako intenzivno politike, da bi bili seznanjeni z vsemi imeni. To kaže v resnici na zelo dober štart. To je moje osebno mnenje in ti ljudje bodo prišli v neka soočenja, dali bodo svoj obraz in takrat bodo te zadeve verjetno drugačne. Samo takrat v soočenjih, veš, si tudi sodeloval, je vrsta ljudi, je 8 ljudi, ne? In zdaj, ko nastopajo kot sami, recimo stranka, samo oni so imeli kongres, ne? Samo oni so imeli kongres in potem je bila meritev. Se pravi, so nastopali na nek način sami, potem jih bo pa 8. Ne? In potem se bo pokazalo vsa ta plehkost vsakega od njih, zlasti teh, ki prvi vstopajo, oziroma ki zdaj zadnji vstopajo v igro in bojo igrali na neko moraliziranje situacije, kar mogoče tokrat ne bo tako dobro delovalo, kot je do zdaj. No, ampak vendar je samo, što bi dodal, tudi nismo imeli stranke Roberta Goloba, imeli smo Gibanje Svoboda in je vendarle uspelo. Torej, že potrjeno v slovenskem političnem prostoru je uspelo, tudi če se stranka ni imenovala po nosilcu. Ja, to je, se mogoče tudi drugi zdaj računajo, da bo to uspelo, ampak tam je pa bilo pri uni stranki to, da je bil COVID in je Janša osebno svojo figuro in z nekaterimi potezami prispeval k temu, da bi tudi recimo Fajonovi je kazalo, da bi prišla mogoče tudi do 30% ta stranka, če ne bi bilo Goloba. Ne. Se pravi, takrat bi skoraj vsak zmagal, ki bi šel proti stranki Janeza Janše. Zanima me, če gremo na korak naprej. Ne. Zdaj dobre 4 mesece so še do volitev. Kaj lahko vlada Roberta Goloba oziroma lahko Robert Golob še s čim preseneti? Ne? Zdaj vse stranke, tudi opozicijske, vlagajo predloge, ne, da bi si pridobile simpatije volivcev. Nas lahko Golob preseneti še s kakšno podobno stvarjo, kot je recimo božičnica. Ja, vsak teden nas preseneti z nečim novim. Ne? Ni bila samo božičnica, bile so tudi podaljšanje vinjet. Ne? Morda bi bilo smiselno, da bi razmislil, ker mu zdravstvo ne deluje, ne? Da bi tudi nas oprostil prispevkov ali vsaj tistim, ki nedopustno dolgo čakajo. To bi bilo nekako analogno s tem. Ne? Skratka, tukaj vidimo, da se je zelo zapletel z avtoprevozniki, tako da vsi ti bombončki, ne samo, da izjemno šibijo državni proračun. Na koncu državni proračun plačujemo davkoplačevalci, ga plačuje gospodarstvo in potem, ko bo tam prevelika luknja, ko bodo naše bonitetne ocene, ki vedno pridejo z zamikom, padle, bo se strošek financiranja dolga povišal, bomo v tej državi tolkli neko še dodatno revščino. Ne? Ampak takrat bodo volitve mimo. Prepričan pa sem, da s tem Robert Golob volitev ne more zmagati. Ne? Ljudje bodo to pobrali in potem se odločili po svoje. Ne pozabimo, tudi vlada Janeza Janše, čeprav je bil COVID, je delila velike bombonjere in na koncu se to ni obrestovalo, kot so si želeli. Kakšno je vaše mnenje? Jaz mislim, da to, kar je ključno pri njem, da bi lahko recimo tudi zmagal, ne se strinjam s Petrom, da so šanse manjše, zaradi tega, ker je na poziciji in tako naprej in ima tudi svoje primanjkljaje v tem vladanju.
Ampak, če bi se pa utrdil kot odločevalc, se pravi, da mu res uspe to božičnico, vidno so pač težave, ne gre kar tako. On je rekel, pa bo. Ne, to so težave in če bo to speljal, to bo en velik plus. In če bo še kakšno zadevo se spomnil, v tem smislu, kot je Peter rekel, ali pa kakšno, ki ne bi bila tako banalna, pa ne bi bila tako transparentno provoljivna, potem bi lahko prepričal ljudi, da je v tem času, ker tisto, kar je bil očitek njemu in tudi moj prvi 2 leti, to smo gledali neko veliko zmedo. Tudi sam se je hvalil s tem, kako stvari počne. Potem je pa počasi cela ekipa začela iti v neko smer. Zdaj, eni se strinjajo, eni se ne strinjajo, tako naprej. Ugotavljajo, da je prioriteta, recimo tale dolgotrajna oskrba je prioriteta in na tej, jaz bi jim priporočil zdaj, če hočejo zmagati, 24 ur na dan naj dela na tem. 24 ur na dan, ker če tu ne bo rezultata, potem se jim zna zgoditi, potem ne verjamem, da je šansa, da zmaga, da premaga Janeza Janšo. Zelo mehna varianta je, da bo preživel minister in tudi zelo mehna varianta je, da pride Levica v parlament. Če pa Levica ne pride v parlament, potem pa Golobu ne pomaga niti to, da premaga Janeza Janšo. Se pravi, on mora paziti kot glavni v tej zgodbi, da cela vladna struktura preživi oziroma recimo leva sredina, če hoče sestavljati vlado. In seveda velja isto za Janeza Janšo, če hoče sestavljati vlado. Nova Slovenija smo videli visi, Nova Slovenija mora priti v parlament. Se pravi, če bojo glasovi od Nove Slovenije šli k Janezu Janši ali samo k Logarju, potem bo to verjetno premalo. Se pravi, to je zahtevna naloga za oba vodilna. Torej ne samo, da zmagata in da premagata drug drugega, ampak da poskrbita, da cel blok zmaga. Potem boste lahko sestavljala vlada ene in drugi. Za konec mi samo povejte, ali vi menite, da lahko recimo, ne vem, tako imenovani tretji blok, recimo, da dobimo po volitvah vlado brez Janeza Janše in Roberta Goloba? Menim, da je bilo to za Slovenijo tudi najboljše, ali je to mogoče, ne vem, nekoč se bo to vendarle moralo zgoditi. Sicer v tej državi zahajamo v nek sistem, kjer imamo 2 pola, pri čemer levi pol skrbi za to, da smo vsi enaki v revščini, ker s tem nekako dobiva svoje volivce, da jim lahko tala bombončke, desni pol pa nekako skrbi, da imamo šibke institucije pravne države, ki skrbijo, da se ljudem dogajajo krivice in na tem gradi svojo nekako volilno bazo. Skratka, enim so v interesu šibke institucije pravne države, drugim pa enakost v revščini. Nič od tega, po mojem mnenju, ni dobra alternativa za to državo, zato si vsaj osebno želim, da bi se vendarle nekaj tukaj spremenilo in da bi lahko ta država razvila tisti potencial, ki ga ima in tisti potencial, ki si ga Slovenke in Slovenci zaslužimo. Vi menite, da obstaja možnost, da dobimo vlado brez Janše in brez Goloba? V tej konstelaciji ne verjamem, zaradi tega, ker ti, ki vstopajo, ne nastopajo z nekim novim, recimo, intelektualnim potencialom. Ker to, kar manjka slovenski politiki, je angažma odgovornih ljudi, ki imajo že na civilno-družbeni ravni, pa to niso nevladne organizacije, ampak resni ljudje, ki delajo resen posel. Se pravi, te ljudi bi nekdo moral znati angažirati, ti bi lahko dvigali kvaliteto vodenja države. Najlepša hvala, da ste bila naša gosta. Hvala. Hvala lepa.